Nadaljujemo s prijetnejšo temo, doslej še neznano antično pokopališče, polno dragocenih predmetov, sledovi emonske zemljiške razdelitve in ostanki še neodkrite rimske ceste. Vse to se je kar 2000 let skrivalo ob ljubljanski železniški postaji, kjer bo v prihodnjih 2 letih zrasla Emonika. Arheološka izkopavanja so potekala lani spomladi in poleti, najzanimivejša odkritja pa so danes prvič javno predstavili v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana. Madžarski investitorji si sicer del zbirke želijo vključiti tudi v novo Emoniko. Mark Vidrih. Da se na parceli, kjer bo zrasla Emonika, skrivajo ostanki rimske Emone, so arheologi sicer vedeli, a jih je skupno število novih najdb vseeno močno presenetilo. Temu gre pripisati tudi dejstvo, da smo odkrili doslej še neznano manjše grobišče v bližini železniške postaje. Skupno so arheologi tokrat odkrili kar 228 rimskih grobov, v njih pa številne dragocene predmete, za katere so Rimljani verjeli, da jih bo pokojnik potreboval v posmrtnem življenju. Gospa je nosila ogrlico iz temnomodrih steklenih jagod, ki se je spenjala s srebrnimi zaponkami, pa 4 bronaste zapestnice, od katerih sta se 2 zaključevali z zaključki v obliki živalskih oziroma kačjih glavic in srebrn prstan z steklenim zelenim ložkom. Pa odlično ohranjene zlate in srebrne uhane, številne steklene in keramične posode ter oljne svetilke, med njimi tudi eno s podobo gladiatorja, a to še ne pomeni, da je v grobu pokopan gladiator, pojasnjujejo v muzeju. Bolj verjetno je bil to pokopan nekdo, ki je rad gledal gladiatorske igre. A še bolj kot različni predmeti stroko navdušuje odkritje nove, še nepoznane rimske ceste, ki je prečila ravno to naše izkopno polje Emonike in je nekako se od glavne rimske ceste usmerila proti današnjemu Zalogu. In še za arheologe najpomembnejše odkritje, sledovi emonske zemljiške razdelitve, ki doslej kljub intenzivnim raziskavam še niso bili najdeni. Gre se za to, ko je bila ustanovljena Emona, so tu predvsem naselili koloniste iz Italije in prostor izven Emone so pa razdelili na posamezne parcele. Tako so te parcele lahko bile dane v uporabo tem zdaj novim prebivalcem Emone. Gre za območje, ki ga stroka imenuje tudi emonsko podeželje, pravo nasprotje od tega, v kar se je že in v kar se še bo prostor razvil v bližnji prihodnosti. So yes, it was a little bit longer, but it doesn't affect the final date of the delivery of the project. Nothing has changed in our timelines. We want to deliver the project in 2027. Kot pravi direktor Mendote, želijo del najdb na ogled postaviti tudi v novi Emoniki, na ta način počastiti preteklost in obogatiti sedanjost, vse skupaj pa, kdo ve, utegne nekdo izkopati tudi nekoč v daljni prihodnosti.